pripravljal, ki nam je realiziral, Milana Jezika, predstava, ki je zelo zahtevna, in Jezika pozna zdaj, kaj mislim s tem, ne samo zaradi njegovih neverjetno lucidnih in žonglerskih besednih iger, ampak tudi zato, ker je to verjetno vse po mojem ena najbolj njegovih poglobljenih iger, pravzaprav o igri in o istoriji nekega življenjske poti v dvoje ali pa v troje. Boljše, ja. Pa še nekaj, kjer je kulminacija. Evo, Zvone, viš, tam za vse do tebi. Ni bila nostalgija tista, ki me je nagnala temu branju tega teksta ponovno, pač pa ena stalna želja in respekt do Milanovega teksta. Tekst vsebuje prvine psihologije in pa seveda odnosov med značaji, med tremi značaji, sicer je pisana minimalistično, vendar v jezikovnem smislu izjemno baročno in buhteče. To dramo smo prizorili v bazenu Tivoli danega leta 1971, če se ne motim. Mogoče je bilo, če bi... 76. Torej, tukaj bo bil prvi letnik, kako je RPT, in prvo predstavo, ki se je v Ljubljani gledal. Tako, 76, torej. Torej, tekst je v tančine izpisan in kdor Milana pozna vedno pedantnega pisca, ki mu je vsaka vejica pomenila zares neko ločino. In z igralci sem imel izjemno veselje delati v tem majhnem prostoru. Prav to, se pravi, edini spektakel je jezik, je bila maksima tega študija. Danega leta 1976 je to igral v glavni vlogi Ivo Ban z Jadranko Tomažič, ko je bil zakovski par, Brudsko pa je igralka Neža Simčičeva. Komaj se še spomnim te predstave, tako da mi je lažje delati tole zaradi tega najbolj, nisem tako navezan in ta spomin moj ne seže tako daleč in tako natančno. Ekipa, ki še sodeluje tu pri tej predstavi, je kostumografija, je delala Marka Fredi, scenografijo pa Ana Rahela Klovčič. Predstava nima glasbene opreme, kar je pri meni bilo sicer reden, bi rekel, spremljevalni pojav. Tokrat sem se odločil, da naredim uprizoritev brez tega prav iz razlogov, ki sem jih prej navedel. Zanimal me samo tekst, izgovorjeni teksti, ki so enkrat izgovorjeni momljaje sami sebi, drugič pa so del nekega dialoga, ki ga je možno slišati in videti, seveda tudi. Tako da je preplet teh načinov dialoških tisto, kar nas je posebej zaposlovalo v tem študiju. Lepo sem sodeloval tudi z asistentom režije Grego Vsenikom, ki se je tu da bo on lahko tudi kaj povedal o tem, kakšni so vtisi in pa rezultat tega. Mogoče samo dodal, če smem našo igralsko ekipo. Janez Vsenik, ki sem to predstavil, da rečem še vajo videl, da je kar zelo ljubimo.
Anja Krpaj. Ja, Anja, kaj se veš rekel? Anja. Tudi neverjetno talentirana mlada igralka. Tako da se je pravzaprav predstavlja res ena igralska ekipa, brez katere režiser ne more nič. Če kje, potem seveda na takem tekstu lahko stvari zlomijo ali pa gradijo na nivoju igralskega dela, tudi zaradi vsega tega velike energije, ki je vložena v samo besedo, ki je zelo zelo. Jaz bi omenil, ker smo pred 76 leta je bila Tafra izpostavljena, tako se je Janez Usnik odliv. Tako da je to tudi mogoče hecno na ključe. Jaz moram reči, da se zelo veliko razdelal kot igralec. Sem se to tudi želel enkrat delati z njim. Na drugi strani, kot spozovalec in pomočnikov, kot se je dalo, veseli me, da Šentjakovsko gledališče ima to kontinuiteto, da ta en tekst naredi tak, da je mogoče malo zahteven. Včasih je to težko za nas in za naše publike, ki pričakujejo od nas samo komedije, ki so lahkotne in jih zastopamo maksimalno. Za samega gledališča in igralcev je pa zelo pomembno, da dokažemo, kar bomo verjamem, da smo že do zdaj, ker je to že praktično v končni fazi ta predstava, dokazali, da lahko tudi nekaj takega naredimo, kar je brus, kar je obdobje prilagajanja, ki je jezikov tekst relativno zahteven. In kot igralci, lahko rečem, da igralci so blazno enega veliko napora mogli vložiti in so ga in blazne nespretnosti in igralske in osebne, ker je tekst, ki je psihološko zelo zahteven. In kar sem pričakoval v moji funkciji kot pomočnika režiserja in kar sem tudi dobil, je to, da zraven Zvoneta delati in ga opazovati pri njegovem delu je neverjetna čast. In moram reči, da ko je on pripeljal te igralce do ene stvari in do enih točk igralskih, je res veselje gledati. Veliko sem se naučil tudi po njemu in hvala Zvone, da sodeluješ zmeraj z nami. Tako da pozvonk pa mogoče vse, da pridejo res gledati. Jaz moram reči, da meni do te predstave jesih mi je bil včasih malo bližje, večkrat pa ne to blizu. Zdaj mi je pa zelo blizu. Tudi zaradi zlage, ki jo je Zvone prikazane, vse z pomočjo naših igralcev, ki pa so, jaz lahko kar trdim, naredili ne samo svoje presežke, ampak so kar določeni presežki tudi v našem gledališču in v modernskem gledališču. Zato se mi zdi, da vsak, ki bo prišel, ki gleda to predstavo, bo lahko napisal svoje predstavljanje z vami in vse delati. Lahko to žanrsko vidimo predstavo? Težko. Ko smo se ukvarjali s tem, smo iskali podnaslov in Milan Jesih je nam prepustil, da se pač izražamo o tem tekstu, kot pa želimo. Težko je reči temu komedija, težko mu je reči, da je to neka težka, resna drama. Je pa absolutno resno pisanje za gledališče, absolutno. In on se je v tem času od sodelovanja pri Bleju v tistih časih, v katerih je seveda blestel z teksti, kot je Genki Sadeži pravice ali pa Triko v manj nami. Nadalje z teksti, ki je delal za ostala gledališča, tako bi rekel spoznal teater do te mere, da je te prvine klasičnega teatra, dobro izpisane igre, pjes, izpilil do svojih optimalnih možnosti in znanja. Tako da lahko napišete karkoli, po moje priločino, če napišete igro Milana Jesika, bomo igrali, boste lahko videli v Šentjakovskem gledališču. Lahko eden, ja, vas se družiše, zdaj zelo se poudarja te dialog.
dinamika, ki jo v bistvu predstavi ključna. Lahko potem to poveste, kako je ta jezikovna, malo više za te jezikovno predstave, kakšni so tudi dialogi, kakšen je govor. Jezik je vedno črpal tudi za svojo poezijo, se pravi za pesmi iz dna in pa iz sveta banalnega in trivialnega. V dramatiki je to nekako se zdi zadnji še lažje. Zaradi tega, ker ima pred seboj 3 značaje, ki se ki doživljajo vse sorte premen, vse sorte spreminjajočih se stanj in s tem se seveda spreminja tudi govor. Lektorica, ki je tu navedena, je to zelo resno opravila tudi, tako da je bil študij branih vaj in podobne. Bi rekel, ta segment dela bil izjemno natančen, ker je bilo treba pozabno tekst dešifrirati. Se pravi, komu je kaj izrečeno, zakaj šele zdaj, zakaj ne prej, ali lik, ki mu je kaj rečeno, ve za to, ali ne, se spreneveda, laže, ne laže, ampak je samo zatajil neke stvari in podobne zadeve. Skratka, preplet nekih enigmatičnih stanj, ki je bil, ki stalno deluje kot neka dramatikova provokacija in pa nas spodbuja k radikalnemu razčiščenju, kaj pravzaprav je avtor hotel povedati. V tem smislu se kot bi rekel, slednik vsega tega dogaja, da je jezikovni svet spreminja neprestanih, tako da imamo popravka z stvarmi, kot so vulgarni napadi obojestransko med 2 spoloma, med ženo in možem. Nadalje generacijski razkol med njimi, Bruska je mlada oseba, ona je pa sta zrela in dolgočasena človeka, ki seveda poznata življenje svoje plati, napomano meščana in tako naprej. Mnogo smo se ukvarjali, kje bi ta ambient lahko obstal, kje se je to pravzaprav dogajalo. Se je dogajalo v Murglah, se je dogajalo v kakšnem predelu Ljubljane. Na vsak način govorimo v ljubljanskem govoru, ne smemo reči dialekt, ker ljubljanskega dialekta ni kot veste. Ampak je ljubljanski govor, ki se spreminja, in prijete pogledati potem poprej. Ja, to je scenografija. Ja, 40 ljudi bo prisostovalo v tej predstavi, kar se mi tak tično občutek. To ni prvi, to so že nekajkrat, da bi malo sledno nekako. Kar se tiče jezika, jaz mislim, da je od ljubljanskega višjega pogovornega jezika do poetičnosti mišljenca. Se niha med višjim pogovornim in čisto poetiko. To zahteven, da si sploh da Ja, tako sem prej izbrala malo o tem tekstu. Sem želila, kako je častirano za njiha, torej od nekega političnega jezika, ki ga govorita Sonja in Rado. So v tem nekom vsakdanjem življenju, kar je to nenavadno, pa potem prehaja v poetičnost, kot so ti notranji monologi, torej vse temu sledili. Se ne da drugače kot jezik usledi potem, če ne bi ga pare. Ne bi bila predstava taka, ki bi mogli. On je svoje delo znal, bi rekel, dopolniti tudi z izjemno celo serijo perfektnih prevodov. Zlasti iz angleščine, se pravi Shakespearea, takoj kot celega Shakespearea prevedel. In to je videti, ta njegov izjemna kultiviran način dela tudi pri tem, pri našem primeru, pri Bruski. Tudi še omeniti, kot se tiče prostora. On bi predstavil tudi sami v tem prostoru in
primerjavo dan, da če igraš na velikem odru, gledalec, ki bi se vozil v avto, se pravi, da je več od nas potrebovalno skupil, tako kot bi se na motorju vozil. Mora biti pa hkrati vse sodelovati, ker čutiš od takega, v temi 40 ki sedi in on čuti, da ga čuti. Zato je to neverjetno doživeti za igralca, pa še bolj mogoče za gledalca. Torej, dogajani prostor je torej stanovanje, neko distansko, ne? Neka hiža, ki je bila kupljena z velikim kreditom, da je zelo težko plačati, kar verjetno sami veste. Čeprav v tem tekstu je krediten cokor, tudi v samem tekstu umajuje glavnega igralca in glavnega igralca. Dejstvo je, da so vsi trije glavni igralci, tako da je to zelo enakovredne vloge, je pa samo en glavni igralec, ne mož. Z njimi sem moram reči izjemno zadovoljen. Na prvem mestu omenim igralko naslovne vloge, se pravi Urško Klein, ne, potem Anjo in pa Janeza Jesenika, ki so znali spremeniti način dela popolnoma in tako radikalno, da sem imel tudi občutek po nekaj vajah, da sem nepotreben, da so sami zagrabili tako, kot je po moje potrebno. Tam sem z majhnimi intervencijami usmerjal še na koncu in študijo stvar, bi rekel, instaliral tako, da smo šli velikokrat skozi, tako da so občutili celoto in pa delovanje njihovega lika znotraj cele strukture. Predstavo Pira Gormaja, ali je to posebej predstava? No, moja predstava. Lahko še napad na svetu Gormaja v letošnjem kakem? Čeprav z vsebinskega smisla, po moje, sprašuje po statističnem smislu. In vsebinska, seveda, da predstava tako je, tako kot je napisano v želani, se ni ne spremenilo, pravi, igramo 5 abonmajskih predstav. Mogoče to je sprememba iz 6 na 5. To ne zato, ker ne bi zmogli 6 predstav, ampak zato, ker se v ritmu, ki ga imamo mi v našem delu, se izkaže pravzaprav, da smo vedno 6 predstavo morali zelo z večjo težavo iztisniti in je vedno padla zadnja predstava zelo in preveč na koncu sezone in v bistvu že tista faza, ka publika pravzaprav že nekaj odjenja od teatra. Zato reke, da imamo 5 predstav in prve 3 predstave abonmajsko odigramo v tem letu, 2 v naslednjem letu, se pravi 20. marca, je 22. marca je končna premiera in imamo potem še veliko prostora za odigrati, za to postprodukcijo. Seveda ob tem abonmaju smo tudi dodali 3 predstave, zelo dobre predstave ostalih amaterskih skupin iz drugih koncev. So zelo močne in dobre predstave, ker smo sklenili z temi gledališko mrežo, smo ustanovili. Lahko se pohvalimo, smo bili mi iniciatorji tega in so sprejeli to zadevo, kar pomeni, da ta gledališka mreža je ena koordinacija vseh teh dobrih predstav, ki se med sabo in med nami povešamo. Premalo hodimo mi na teren, čeprav hodimo in recimo marsikatera skupina sploh nima kam pride v Ljubljano pokazati. Zato smo odprli mi to idejo in ideja je zelo preprosta in tudi zelo poceni finančno. Pravzaprav finančnega problema tu sploh ni,
ker smo se odločili, da je vsak po svoji moči sprejme 1, 2 ali pa 3 ostale skupine in jih povabi v lastna doma. To zdaj seveda v začetku je ta mreža približno 10 gledališč, takih, ki imajo kontinuirano dejavnost, ki imajo seveda svoj prostor, kjer lahko prejemajo tudi gostovalne predstave in tako naprej. Da mi smo se odločili, da jih sprejmemo 3, kar pomeni, da seveda ljudje bodo lahko te predstave videli abonenti za neko prilagojeno ceno. In to se mi zdi v bistvu potem, če je dodal še mesec, december, ko smo se odločili, da bomo iz gledališča Jesenicene, s katerimi smo že sodelovali kot producenti, izbrali 1 ali 2 otroške predstavi in odigrali neko serijo otroških predstav v smislu okrog Letka mraza zdaj v decembru. Imamo mi 9 predstav v tej ponudbi, 5 naših, 3 iz ostalih amaterskih, pa 1 otroška. Mi ne zdi slabo kot izbor. Odločili smo se, tudi kar se tiče za to, da pojasnim, zakaj ne delamo, ali mogoče bomo spet delali, bomo videli. Težko je delati otroško predstavo v isti hiši, kjer obstaja Murkovo gledališče. Tu se nekako zabriše neko tržišče in je to postane lahko problem. Postane problem v naš minus, ker seveda ima Murkovo gledališče tako močno in tudi seveda dobro produkcijo otroške ponudbe, ne samo na ljudskem, tudi na mladinskem področju, tako da pokrijejo nekje ta segment vsaj v tem ljubljanskem prostoru. Zato smo namenili neko mini predstavo otroško, 2 varianti, prav v tistih dneh, ki bi gostovalni smisel, ko lahko nudimo novo neko božiča, tega dana, pripravo, tako naprej. Tukaj seveda gre še za ta majski moment, ki je abonmajski, ker pač odigravamo abonmajske predstave po Sloveniji. Nekako vse tržimo in tudi to je en tak, kar bi rekel, zanesljiv letni delež, tudi finančni, če že govorimo o tem, ki nam pomaga, da preživimo. To in to, kar pač nam mesto preko sekretarja pač kot nas financira. Evo, to je na kratko povedano. Tako če malo v igralski zasedbi, imate kakšno novo ime za to novo sezono? Ne, nimamo novo ime, imamo pa na novo idejo. Mogoče pa je to prilika, da pregovorimo, čeprav mislim, da bomo na naslednji, da bomo tudi na naslednji postoki. Jaz sem se odločil, da, mislim jaz, posvetovanju z vsemi, podal inicijativo, da mogoče poskusimo, kar je že bilo pred leti v tem gledališču in novost, da namesto, da delamo neke splošne audicije, ko iščemo gledališki kader, da mogoče bi to ustanovili in probamo, če navrata, tako zvano gledališko šolo. Mi smo naredili eno ponudbo, smo jo postavili na okrog, ki smo dobili 46 prijavnosti. Kar je seveda definitivno ogromno število, v bistvu na nek način neutvrdivo, če gledam tako v nekem študijskem postopku za neko gledališko, mini gledališko šolo, ki bi trajala nekako tam vsaj v teh rundah 6 mesecev. Postavim se temu rekla tečaj, meni je ta beseda zopila. Mi bomo naredili za to gledališko šolo audicijo, ker je ideja pridobivanja kadra. Gledališka šola nima nobenega namena, ne izdaja nobenega papirja, zaradi katerega bi ti pošel, ne vem, katera, karkoli. Tudi ne pripravlja ljudi za AGRPT. To je gledališka šola namenjena temu gledališču, zato smo se odločili, da naredimo neko audicijo in da naredimo neko prvo rešeto in da sprejemamo ljudi, ki jim je narava dala neko predispozicijo do tega, kar se reče igra. To, ker so v glavnem izključno mladi ljudje,
fazo smo prišli verjetno do neke prelomnice, ko je treba začeti obračati. Ne na marsikateri star član, ali starejši član se odločil, da ne bi več ne bi. Tako da večkrat smo prišli tudi do probleme pridobivanja določenih ljudi. Treba je verjetno obrniti stran in začeti na neki novi osnovi, vedno upoštevajoč vse stare, mlajše, starejše, kakorkoli že naše igralske, pa je naša trdo bazo. Ampak to je ideja, gledaj, in zdaj govoriti, kako se bo prišlo. To je rezultatno nekaj zanimljivih. Jaz mislim, da smo nekako so gledališče, vsaj kar mislim repertoarnih gledališč, mogoče gledališče, kjer je največ novih imen na sezono, ker enostavno je to ljudi, ki stopajo. Je pa dejstvo, da smo mi teater, ki nas slonimo na naših imenih, ker naša imena niso nekaj, kar bi večinoma bilo tako znano, kot so imena profesionalnih igralcev in zato tudi mogoče tudi tega občutka, koliko je enih novih imen vsako sezono ne dobite. Je pa dejstvo, da pa ne fluktuacija, ampak dotok je kar veliko priložnosti imajo novi ljudje, so vloge dobiti, ki so relativno zahtevne in pomembne. Pravim, mi nismo gledališče imeni igralcev, ampak smo gledališče voditeljev, ki zaradi tega tudi in zaradi izpostavljenosti stalne imena niso izpostavljena. So pa verjetno, če gledamo te ljubljanske gledališča, imamo mi največ novih imen vsako sezono. Včasih imamo celo novo imen predstave, to je res kar letos lahko rečem, da sem zelo vesel, da je tokrat sama imena, ki so že postavljena letos, imamo sezono, ki je bila napovedana in je ostala. Kar se tiče pa abonmaja in mi pri nas še teče, abonmajska upis, ne? Dokaj se rečko že? Zlajsko, koliko? Mi se vrtimo tam okrog številke 800, trenutno. To je tako dolgoletno povprečje. To ni malo. Kaj ti? Če bi pa zdaj se šel malo, kako bi rekel, primerjati, ne? Z profesionalnimi gledališči, še posebej tisti, ki niso, v Ljubljani in izključim zakonsko gledališče, drama in mestno gledališče, ki ima se največ obiska, smo pravzaprav v abonmajskem smislu zelo primerljivi, če že ne boljši, z gledališči izven Ljubljane. Gledališča, kot so Gorica, Celje, da ne govorimo o Trstu, je abonmajska katastrofa, dobesedno. Mislim, da imajo 260 abonentov. Posod se številka pride do 700-750. Tako da smo pravzaprav tu noter, ker je pa res, da je verjetno ta publika, ki hodi k nam, naša publika. Večkrat slišim, da zapuščajo gledališča klasičnega tipa, ker niso zadovoljni mogoče, pa tudi mogoče k nam poiskati neko bolj razumljivo in veročo in brezdivo predstavo. Tako da je naš bazen prav gotovo drugačen od tega, kar ne vem, hodi neko lokamo, recimo, ali se tako, težko da bi se upadala zadeva. Ampak vendar, da imamo neko svojo močno bazo in tu se vrtimo že nekaj ljudi. Prej smo imeli mrežo 3 gostovanja postavine, kam pa vi nameravate gostovati, kjer so za vas zgodili? Srečko ljudi, ki si srečni. Ja, v bistvu gre za izmenjavo, ne, kot je že direktor povedal. Ja, skratka, če mi nekoga vzamemo, gremo tudi nekaj. Tukaj je ta nek dogovor o vzajemnosti, ne, tako da potem, kdo tukaj gostuje, gremo v Celje, potem gremo v Slovenjgradec iz tega naslova in pa ne vem niti točno, ker ta produkcija Mali Petelin je pa en tak zanimiv konglomerat oziroma so noter ljudje iz dela Slovenije, čeprav sedež imajo dolni cevnici. Ja, nekje, ja. No, to je to. Ampak drugače, mislim, to je samo, to so pač ta 3 gostovanja na, bom rekel, ki temeljijo na tej izmenjavi, drugače pa mi gostujemo praktično
po celi Sloveniji, vem, Jesenic do Novega Mesta, Dolenskih Toplikov, do, ne vem, Portoroža, Nove Gorice. Zika, ki nas žene na vzhod, je več šipkejši, ampak tudi Ja. bomo. Gre za Padovsko. Kaj pa tista ideja, ki ste enkrat na tiskovni umeli, da boste gor recimo gostovali v Črnučah, pa to imate to? Ja. Ja, sej tam smo eno predstavo smo že odigrali, 12 je z njih mož, to še prejšnjo sezono. Zdaj, kar se pa tiče tega abonmaja primestnega, oziroma, Črnuče, sta dve različni zadevi. Eno je bilo to, da smo se dogovorili s Črnučami in letos že z Šentvidom, da zaradi prezasedenosti našega tega odra, ki ga na nek način delimo z Ljudskovnim gledališčem, mi moramo pač svoje vaje dobiti nek prostor za vaje. Pri Jesih ni bilo problem, ker je premiera tu in so ves čas lahko bili tukaj. Mi nismo mogli biti ves čas na odru, ker se je izvajal nek festival, pa tako naprej. Zato smo šli delati vaje v Črnuče in tudi v Šentvid, kar pomeni, da bomo seveda tudi k temu prostoru se oddružili tako, da bomo odigrali kakšno predstavo. Ta del, zaradi dogodka, ki se je zgodili, se mu reče veliki abonma, ne ljubiteljski abonma, ne, to so pri vas doma. To je pa abonma, dajmo reči, najboljše ljubiteljske kulturne na glasbenem in gledališkem področju, folklornem področju, plesnem področju in vse to. Mi smo naredili en abonma okrog tega in zdaj gremo v to akcijo, da ljudje v celem obročju ljubljanskem, kar je okrog, se pravi, to gre za vse četrte skupnosti, so privolili v to zadevo, imeli sestanek že danes z njimi, pravzaprav se kupi ta abonma in vse te skupine krožijo po vseh teh zadevah, ker marsikdo v mesto ne pride in drugače samo iniciativno te skupine tja ne grejo. To se pravi, da je to pobuda, ki smo jo dali mi, ki jo je mesto kot četrta skupnost, v imenu četrte skupnosti, mislim, da je odgovarjal, kupilo kot idejo in zdaj je treba samo sprožiti zadevo. Je pa to ljubljanska regija. Je pa to ljubljanska regija, ja. Mogoče se bo zgodilo, da bo mogoče še kakšno drugo mesto večje, niso ne, da rečem zdaj Maribor kot drugo mesto, mogoče bomo pa prevzeli to idejo, pa bojo oni tudi na svojem koncu in iz tega lahko seveda kratko ali daljnoročno se zgodi en velik pretok na celem teritoriju. Ne. To je ideja. Pa da vidimo. Zdaj smo eno dvorano še pozabili, ko smo imeli, kjer smo gostovali oziroma igrali tudi v tem Zalog, ki je narušna dvoranca in ki je tudi en okolje, kjer mislim, da je tudi pomembno, da se kultura doda, ker je mlad okolje in tam mislim, da se je še velika priložnost, da se kultura Zalog je tudi tehnično najbolj. Je zelo rušna dvoranca. Ne pa seveda ne more pa vsega, ne more vsake predstave sprejeti zaradi tehničnih, ker ni tako veliko. Ja, določene predstave, kot je recimo tudi... Recimo tale gre, recimo komodne. Evo. Ko še ena dve besede končala na to srečanje v bistvu nagrajeni, kak je bil feeling za vas? Pa občutek, no, jaz sem letos po dolgih letih spet mogoče tudi malo kot posledica tega grada imel priložnost, da sem praktično videl vse tekmovane predstave. Občutek je bil, bom rekel, dosti pozitiven, ne? In sem ponovno ugotovil, vsaj jaz osebno, da se nivo ljubiteljskega gledališča v kvalitativnem smislu blazno dviguje zadnja leta skozi, ne? In če smo tako malo samo všeči, rečemo, da smo še pred leti mi kar precej štrleli ven in, a ne zaradi organizacijskih in bom rekel tudi ne nazadnje finančnih zmožnosti, v katerih delujemo, se zdaj te, bom rekel, razlike praktično so se popolnoma zabrisale. Tako da dejansko
obstaja zdaj, jaz upam reči, v Sloveniji tam nekje 10 do 15 skupin, ki so praktično, seveda ne po obsegu delovanja, ne tukaj še vedno mi nekako nosimo zastavo s tem svojim repertoarnim načinom, ampak glede na kvaliteto produkcije, tisto eno, ki jo ponavadi te ljubiteljske skupine naredijo, pa so tukaj popolnoma primerljive, kar seveda tiste, ki imamo radi amatersko gledališče, lahko samo veseli. Pa tudi, kar je fajn nekako srečanje, kar je v bistvu za nas fajn in spodbuda, je ravno to, da je toliko in toliko skupin, ki niso toliko obremenjene s programom, kot smo mi s svojim repertoarjem, s svojo publiko in si lahko dovoljo delati tudi stvari, veliko tako je grudska in tudi naš sili in spodbuja, ne tako sili, kot spodbuja, da tudi mi gremo še iskati kakšno drugo smer, kot pa smo neozirajoči na njih, ali pa predtem so začeli biti to kvalitetni v te svoji smeri in si upamo tudi kakšno tako grudsko, Bog masakra, kakšne stvari, ki niso nujno na prvo žogo. In se mi zdi, da to je dobro za nas, ker recimo jaz bom ne trdil, da smo še vedno vodilni amaterski teater v Sloveniji, kar moramo biti za svoje strukture in s tem povezovanjem tudi to dokazujemo, hvala Bogu. Krati pa za profesionalni teater ena svežina in ena predvsem ljubezen, ki se, pa ne samo teater, vsod profesionalizm rata vprašanje ljubezni. Vedno rabiš to ljubezen, ki te fila, pa ne bo to profesionalnost v teatru, prodaji, v medicini, vedno rabiš entuziaste, ki ti ljubezen nosijo v profesionalizem. Mislim, da amaterska kultura in amaterski teatr ravno to, če kaj doda profesionalnemu, je to, da še vedno pada ljubezni, ki veje tudi gor, pa vse dopravi. Jaz bi mogoče upozoril še na to, ker mogoče prej nismo niti to poudarili, ampak Petelini zajtrk, ki je v končni fazi bila pa strani žirije proglašena za najboljšo predstavo letošnjega Linhartovega srečanja, je predstava, ki je nastala v koprodukciji, kar je recimo bil tudi zanimiv odziv, a ne Linhartovo srečanje znotraj svojega programa tudi to, da so v 3 v bistvu festivalskih dneh sta 2 okrogli mizi, na katerih se pol malo pogovori o predstavah preteklih, recimo preteklega dni, da smo jih videli, tudi se nekako malo izmenjajo te izkušnje ustvarjalcev in tako naprej. In je bilo, ker včasih je tudi med ljubiteljskimi skupinami malo tega rivalstva in tako je bilo prav zanimivo, kako smo oboji pravzaprav poudarili in kolegi z Jesenic in mi, da je bilo to sodelovanje, je bilo zdaj prvič tako, kako je lepo laufal, kako smo nekako eni druge sprejeli, kako smo sodelovali in da nekako je to mogoče lahko tudi vzpodbuda, kar smo tudi na tej okrogli mizi poudarjali, da se mogoče tudi kakšne druge skupine povežejo med sabo in skozi to mogoče ustvarijo neke presežene.